Pozdravljeni. Kripto leta 2025 oziroma od 2020 do 2025 presek, kaj sem se naučila, kaj je delovalo, kaj ni delovalo in pa kripto 2026. A se v kripto še vedno splača vlagati? Ja, vendar dolgoročno. Zdaj, kaj je do zdaj delovalo? Absolutno Bitcoin. Bitcoin je svoja mreža, svoj kovanec, prvi uspešen kripto. Ni prvi kripto, je pa prvi uspešen kripto. Kako vlagati v Bitcoin? Zelo preprosto. Ne trgovati z njim, ne čakati višave, nižave, cene, padec in vse te stvari, ampak periodično. Odločite se, 10 evrov, 20 evrov, 50 evrov mesečno, tedensko, ali na pol leta, ali letno in tako vlagajte. Ne glejte na ceno, ne glejte nobenih novic, ničesar ne glejte. Vlagajte sami na svojo denarnico. Jaz v bistvu delam dve stvari. Eno je, da imam svojo denarnico, en del Bitcoina tja pošiljam, en del ga imam na Krakenu, pa to je čist majhen, kjer ga na nek način stekam oziroma relociram, zato da dobivam neke donose. To so res mičkani donosi, ampak bistveno večje obresti, kot če bi dobili od evra ali dolarja na banki. Tako da tudi, če hočete nek depozit pa neke obresti dobiti, se bolj splača evro ali dolar, se bolj splača to dati na Kraken, pa tam to delati, ker je Kraken je drugače banka, je banka. Tudi država je v ozadju, zdaj tako da pač tudi garantirajo, če imaš neko izgubo, da jo dobiš nazaj do neke mere, tako kot vsaka banka. Zdaj, obnesel se je tudi Binance, BNB kovanec, od leta 2020 do zdaj. V Ethereum pa nikoli nisem vlagala in se tudi ne splača. Dejansko, mislim, zakaj ne? Zato, ker Ethereum je meni Ethereum mreža je za mene res piratska mreža. Tam sem imela do zdaj največje izgube. Tako da Ethereum po mojem mišljenju se ne splača, to je moje mišljenje, to ni nek nasvet. Po mojem, zdaj stable coins, ja, za delati po mreži, se pravi v kriptu, če hočete ostati v kriptu, ne iti čez rampo v fiat valute, kjer je pač davek. Zdaj Slovenija ga še nima, ga ni sprejela, lani ga ni sprejela. Davek na kriptovalute, vendar vas bo pa furs lahko tudi, če delate čez N26 ali če delate čez Revolut recimo, potem ali druge centralizirane borze, tudi Kraken, bojo pošiljali podatke slovenskemu fursu in boste morali neke davčne napovedi dajati. Tudi če ne zaslužite, morate dokazovati, da ne zaslužite in te stvari, ki ti jemljajo samo čas za brez veze. V glavnem, zdaj drugo je za podjetja, ne govorim za posameznike, navadne ljudi. Podjetje pa itak, to je čist nekaj drugega. Se pravi, če vi kot podjetje vlagate, imate neke donose, je čist drugače, so regulacije popolnoma drugačne in če ste med vami tudi podjetniki, ki to delate, pač me posebej kontaktirajte. V glavnem, imam Hex, Xen, to do zdaj ni imel nobenih donosov, oziroma Xenom sem imela pluse, oziroma so plusi. Zdaj Xen smo rekli, da čez 6 do 7 let bi se mogli pokazati rezultati. Zdaj še ne. Zdaj se še mintajo, pač ni popularen ratov, ampak bomo videli, kaj bo. Zdaj pa
kaj pa v bistvu kovanci, kot je na primer Monero, ne? Ali pa Zcash. Zcash je, to so kovanci, ki so neodvisni, je čist neodvisen od sistemov. No ja, Monero je, ostali pa znajo biti tako neki na pol, da se transakcije tudi vidijo, ker recimo pri Bitcoinu se transakcije vidijo, medtem ko pri Moneru sploh ne. Nič se ne vidi, tako da morate res znati z njim delati, če bi radi vlagali, je boljše, da vam jaz pomagam, pri tem, ker če se zafrkneš, tam se čist nič ne da narediti. Pri Bitcoinu se še da kaj rešiti, pri Ethereumu tudi, pri teh kovancih pa ne. Zdaj, Zcash je zanimiv, je imel kar, recimo je bil 20 let mrtev kovanc, vsi so rekli, nič ne bo z njim, v prejšnjem letu je pa dosegel 700% rast. Zdaj, v čem je fora, kaj se dogaja? Dogaja se to, da recimo jaz opažam, da veliki vlagatelji migrirajo med Bitcoinom pa med temi kovanci, ki so čist neodvisni. Predvsem med Bitcoinom pa med Monero. Monero je kot Bitcoin, s tem, da v bistvu je skoraj isto, vse isto, pa Zcash tudi, sam da v ozadju niso vidne transakcije, niso vidne. V bistvu je čist anonimno. Malo težje, v bistvu malo več znanja moraš imeti, pač pri teh kovancih, da vzpostaviš Monero denarnico, ki je neodvisen sistem, čist neodvisen sistem, in da znaš z njo potem tudi delati. Se da tudi prek Ledgerja, na primer, zdaj jaz Ledger sicer še uporabljam, ampak res tako, da Ledger nima nobenih podatkov o meni, drugače pa res največje naložbe pa Trezor, na Trezorju. Tisto imam za zelo dolgoročno, Trezor imam za, ne vem, 20 let recimo, ali pa več, tja pošiljam majhne zneske, ampak zdaj te majhni zneski se s časoma res naberejo, če nimaš veliko denarja, to se s časoma dejansko nabere. In to do zdaj v 5 letih, odkar delam s kriptom, se je to do zdaj najbolj odneslo. Tako do 2026 sigurno Binance, se pravi BNB, Monero zagotovo, pa kakšen Bitcoin tudi zagotovo, ampak tako počasi, pač majhni zneski pa nabiraš, vlagaš v bistvu te zadeve. Zdaj, jaz se z delnicami ne ukvarjam, ker jih ne poznam, ne razumem dobro zadeve, ETF-e sploh ne, ker to za mene ni kovanec, odkar so stvari na borzi, in ETF-i za mene kripto ni več kripto, razen kakšen Monero, to je še zmeraj kripto, pa prav kripto. Kar se tiče mrež, mislim, jaz Solani nikakor ne zaupam, ampak se kar razvijajo stvari, Ethereum tudi ne zaupam, se kar razvija. Bitcoin mreža v redu, Binance mreža tudi v redu, pa so pa še ostale mreže, pa kovančki malo manjši, ko bom pa drugič o tem govorila, ko bi znali nekoč neki tudi biti, čeprav, če bi radi šparali, pa če bi radi neki imeli, raje te kovančke, ki sem jih omenila, vlagate s majhnimi, se ne ukvarjati, ker je preveč časa, izguba prevelika, ne veš, a bo ali ne bo, ali kar zginejo ljudje iz trga, v glavnem. Je pa še vedno ful veliko prevar na internetu, ljudje še vedno kar enemu, pa ni važno to Slovenec ali pa tujec, kar enemu dajo velike zneske in pričakujejo velike donose. To se ne obnese. Ne obnese se. Jaz vam želim srečno, zdravo in bogato leto
2026 in spodaj boste imeli tudi povezavo do naše spletne strani, so članki, mene dobite, tako da to je to in vso srečo.